Ker gre za zadnjo rubriko Top 5, smo se odločili, da vam tokrat predstavimo 5 filmov, ki jih preprosto ne smete spregledati in za katere nam je do sedaj zmanjkalo časa za predstavitev v oddaji. Začenjamo z najboljšim najslabšim filmom. Zgodba o filmu, ki so ga kritiki popljuvali, raztrgali in do kinodvoran prvotno niti ni prišel, danes pa razprodaja projekcije po celotni Ameriki. Skratka, če izstrelim iz glave oziroma brez daljšega in temeljitega premisleka ali brskanja po spominu, najboljši dokumentarec, kar sem ga kdajkoli videl. Šarmanten, smešen in hkrati ganljiv ter na trenutke že skoraj boleče človeški film, ki ima vse, kar dober film mora imeti. Če tudi sploh ne marate dokumentarnih filmov in še manj slabih filmov, je to eden izmed tistih, ki jih, če imate radi filme, preprosto morate videti. Mesto višje se nahaja mož, ki je preskakoval avtomobile. Tako pri naslovu filma, kot tudi pri dejanskem skoku čez avtomobil v filmu, gre seveda za nekakšno poetično metaforo. Glavni protagonist Julian je namreč prepričan, da je duh najvišja stopnja razvoja in zato meni, da je le ta sposoben stvari, ki jih ne moremo razložiti. Na poseben, naiven in predvsem svoj način v tem cestnem filmu, ki se, neznačilno za road movie, vse skozi dogaja peš, Julian odgovarja na vprašanja, kam gremo, odkot prihajamo, zakaj ljubimo in zakaj sovražimo. Romantična pravljična pustolovščina, katere magičnost se v bistvu skriva ravno v njeni negotovosti. Na tretje mesto vam predstavljamo film 50-50. Neverjetno resničen, srce parajoč, smešen in prepoln odlične igre je to bržkone eden izmed najprijetnejših in najpresenetljivejših filmov leta. Skratka, lahko bi rekli, da popolnoma razume, da tudi življenje z izčrpajočo boleznijo še daleč ni končano in da se tudi v tem skrivajo lepši ter lažji trenutki. Na drugi strani pa nas opominja, da sta prijateljstvo in ljubezen, ne glede na to, kako bizarno pot ubereta, največji in najboljši zdravilec. Film, ki mi je letos okradel srce. Tik pod vrhom se nahaja kultna filmska mojstrovina, ki drzno in svobodno združuje parodijo ter satiro z resno psihološko dramo, s čimer adolescenco glavnega junaka prikaže na eklektičen ter brezkompromisno iskren način. Govorimo seveda o Doni Darko. Najboljše na filmu pa je, da ima pogum, da ostane uganka, ki vas bo vedno znova spodbujala k razmišljanju. Gre za unikaten in večplasten biser, ki se ne sveti samo sedaj, ampak se bo bržkone svetil zavedno. Najboljši film, ki vam ga obvezno moramo predstaviti pred našim skorajšnjim slovesom, pa je Paper Heart. Če ste ljubitelj dobrih, nekomercialnih filmov z iskreno tematiko, potem je film Paper Heart kot nalašč za vas. Film, ki odkrito spregovori o že skoraj obrabljeni temi ljubezni, a le to na zelo odkrit način je idealna popestritev tako kakšnega romantičnega večera v dvoje ali pa večera, v katerem bi si radi pogledali dober film. Skozi pripoved spoznamo, da ljubezni ni mogoče siliti, saj ona pride sama od sebe. To je bil še zadnji top 5 prispevek z naše strani. Na koncu bi radi dodali še en stavek. Nihče v življenju ne dobi točno to, kar je mislil, da bo dobil. Ampak če trdo delaš in si preprosto prijazen, se ti bodo zgodile neverjetne in lepe stvari. In Veliko platno je en lep dokaz tega. Hvala vsem, ki ste dihali in živeli z nami.